Dajmo danes mi pokomentirati tale vpogled, ki smo ga naredili zadnjič za Francija Matoza z naslovom Hiša groze. Zdaj, ne vem, verjetno ste opazili, ampak jaz, kadar delam tiste vpoglede, ko govorim te zgodbe, ponavadi na začetek vedno dam nek hook, ker pač to se tako dela, ne. Na začetku videa vedno moraš imeti nekaj, kar v bistvu pritegne gledalca k ogledu. Nek povzetek, ki je hkrati malček misteriozen oziroma prinese nek trigger, torej da te malček tako vznemiri, kaj je zdaj to, ne, zato da pač potem gledaš naprej in da pogledaš do konca, da vidiš, kaj se gre, ne. Se pravi, da je nek tak, dajmo reči, aperitiv, ne, ki ti nekako nakaže, kaj se bo v posnetku dogajalo. In seveda, vedno posnamem oziroma trudim se posneti takega, ki je malček provokacijski in malček tak, da ne veš točno, kaj si misliti o tem, kar si slišal v tistih prvih 30 sekundah. No, potem pa jaz ta delček odrežem in ga dam na socialna omrežja. Zato, da pač povabim ljudi na ogled, ne. Zdaj, čisto tako na YouTubu, je ful fajn urejeno, kar sem opazila, da algoritem skriva neprimerne komentarje. Torej, kadar nekdo napiše neki komentar, ki je zelo, zelo nizkoten, ga enostavno algoritem skrije. In še jaz ga dostikrat ne morem sploh najti, kje, ker vidim številko, da je en komentar, pa ga ni, in pol moram ne vem kaj tam vse obkljukati, da mi ga dejansko pokaže. To je ful dobro. Podobno se dogaja tudi na TikToku, ne. Se pravi, TikTok ima tudi en tak, zavihek in potem vse neprimerne komentarje skriva notri. Lahko jih prebereš, lahko jih pogledaš, ampak pol tudi lepo vidiš, kako vse te, nespodobne ljudi vrže tja v en koš za smeti. No, ko pa pridemo do Facebooka in Instagrama, tle pa je zgodba povsem drugačna. Ne, na takih omrežjih, kjer je največ svinjaka, na takih omrežjih tega algoritem ne počne. In to so taki bolani komentarji. Mislim, jaz ne vem, nisem več niti presenečena, kaj vse mi pišejo ljudje spodaj. Ampak okej, vem, da marsikdo ne razume sploh, kaj se tle dogaja, o čem jaz govorim, ne. Ko jaz rečem, Janez Janša me je povabil na kavo, folk ne ve, da je to na energijskem nivoju, ker noben ne prebere opisa, pa dostikrat tudi kaj tako objavim glih z namenom, pač da ta neumen folk pač ne ve, ne. Ker zakaj? Ker oni potem se ful razburijo, ne, pač Slovenci so znani po tem, da jih, neka stvar, ki jim ni všeč, jih toliko da potem, da pucajo svoje ventile na teh komentarjih in na žalost pač socialna omrežja tako delujejo, da če se vidi dogajanje v komentarjih, to pač, pošiljajo bolj naprej. V glavnem, meni je jasno, kadar je nekdo, ki reče, ne vem, kaj pa govoriš, to so same laži, ker jim pač ne vejo, da je to na energijskem nivoju, ne. Ampak najbolj pa so mi smešni, to so mi smešni taki komentarji, ko mi pa pol pišejo, ne vem, recimo za podvideo tega Francija Matoza so mi napisali, da, sem jaz golobistka, da me je golob plačal za to, da govorim te laži, ne, kako so me dali na preizkušnjo in da je bila to cela grozljivka in ful so bili ti janšisti užaljeni zaradi tega videa, ne. Mi je bilo ful smešno. Dobro, no, v glavnem, kaj hočem povedati, ne, marsikdo je to razumel kot, v smislu, da sem jaz hotela predstaviti Francija Matoza kot nekega groznega človeka, on živi v hiši groze, ne vem kaj, ta človek je resnično slab. Ampak ne. Kadar so taki vpogledi, kjer najdemo neke hudiče ali pa neke temne energije ali pa neke težke energije, to samo nakazuje na človeka, ki je v življenju prestal zelo veliko, ampak ima še vedno v svojem energijskem prostoru te negativne energije močno prisotne in ga seveda tudi ovirajo. In ovirajo recimo ga tako, da ljudje zaznajo to negativno energijo, ampak jo pol projicirajo na njih skozi sebe in potem v bistvu, na neki način si to interpretirajo kot, ja, ta oseba je slaba, ta je, ne vem,
Isto za Janeza Janšo, ne? Recimo za njega govorijo, da je princ teme ali ne vem kaj vse. Zakaj? Zato, ker Janez Janša je prestal v svojem življenju zelo težke preizkušnje, zelo veliko takih preizkušenj, ki so ustvarile globoke travme, ki jih morda nosi še zdaj s sabo, in ta temna energija vpliva na to, kako se on v bistvu tudi obnaša, in tudi vpliva na to, kako ga določeni ljudje zaznajo. In te določeni ljudje, ki imajo sami tudi en kup sranja, dreka. Ne. Pol lažje zavohajo to energijo, ker jim je znana, ker jo dobro vejo, ampak oni pol to interpretirajo, ne. Ja, Janez Janša je hudoben, on ima ogromno temne energije. V bistvu pa so taki ljudje, ki imajo ogromno temne energije, pogosto v bistvu bolj na nek način žrtev teh energij. In to sem recimo videla pri Janezu in tudi pri Matozu. In Matoz, glede na to, naprimer, kaj mene presenetilo pri Matozu, ko sem jaz njega tako videla, kakšne video izseke, ne, ko je bil zdaj v Državnem zboru ali pa na kakšnih teh konferencah ali karkoli, on vedno tako govori in gleda v mizo in pol zelo redko tako pogleda, zelo redko da očesni kontakt, recimo s tistimi, ko se pogovarja. Večinoma tako in pol sam tako na hitro pogleda, ampak večinoma gleda dol, ne. To mi je ful zanimivo. Mi je pa zanimivo, ker recimo na oni sliki, ker je bil kandidat, je pa tako gledal gor, ne, in tam se je čutilo nek tak navdih v njegovem pač tem portretu in kot nekako, da se zgleduje po neki višji osebi oziroma neki višji energiji. To mi je bilo takrat ful všeč, ne, me pa je presenetilo to, ko sem ga videla v bistvu v živo, ko je kaj govoril, ki je večinoma tako dol gledal, tudi če ni bral, ne, je pač gledal tako bolj dobesedno se je nekako izogibal temu, da bi pokazal, da bi pokazal pogled. In zdaj, kaj to pomeni? Pač to je ful enih pomenov. Naprimer, mislim, jaz sploh ne vem, kako to razložiti, kako to vse tako razvejana debata. V glavnem, jaz zelo težko gledam ljudi direktno v oči, ne, kadar se z njimi pogovarjam. Zakaj? Zato, ker jaz pač pravijo, da so oči ogledalo duše, ne, in dejansko jaz, kadar gledam človeka v oči, direktno v oči, je to zame preveč intimno. A sploh, če me ta človek tudi gleda, recimo, da me nekdo gleda, da mi nekdo nekaj govori in me gleda v oči, jaz ne morem tega človeka gledati nazaj v oči. Pač to je zame preveč neka intimna izkušnja, ne vem kako. Pač jaz takrat dobivam preveč nekih informacij, preveč nekih, sploh ne morem poslušati o sebe, kaj mi govori, ker imam nekako feeling, da vidim vse v njeno dušo, ne vem, nekako tako. In v bistvu jaz sem se spraševala, če je z mano, enkrat sem se spraševala, to že tako nekaj časa nazaj, sem se spraševala, če je z mano kaj narobe, ne, ker pač pravijo, da tisti ljudje, ki si ne upajo pogledati v oči, veliko skrivajo. In jaz sem se prav enkrat spraševala, zakaj jaz ne morem ljudi gledati v oči, ne, in sem se prav potrudila pol, imam enega kolega, ki on, ko gleda, on je tako in on se pogovarja, veš, in pol sem šel tam in tam in tam in tam in to je to in to. In recimo on me tako prav gleda v oči in jaz sem prav takrat probala njega gledati v oči in to je pač, to je zame nekako, kaj bi rekla, kot da recimo zdaj poslušaš ti ta avdio in zdaj si predstavljaj, da je ta avdio, če me gledaš v oči, kar naenkrat tako glasen, da te boli ušesa. No, nekako tak občutek je, če jaz tako nekoga gledam v oči. Pač seveda pogledam, ampak pol moram gledati proč, pa pol malo pogledam, pa proč. Se pravi, na nek način tudi s tem jaz blokiram, da nekdo drug ne more videti vame, čeprav drugi ponavadi težje to začutijo na tak način, kot to začutim jaz. Skratka, to, da nekdo ne more gledati v oči, ko se s tabo pogovarja, ni nujno znak, da nekaj skriva, ampak lahko je znak neke osebe, ki je zelo, zelo dovzetna za energije ali pa zelo intuitivna in ima zelo močne zaznave tvoje energije, če te gleda v oči, okej? Tako da ni nujno to vedno slabo. In recimo pri Matozu, jaz sem videla, ker on tako gledal, tako kot da se boji pogledati, nek tak občutek, mislim, jaz tako vidim enega majhnega fantka, ki je bil dostikrat po krivem obsojen. Vedno je bil on vsega kriv. In ponavadi mi izberemo tudi poklic na podlagi neke naše travme. Se pravi,
če si ti bil v življenju veliko krat po krivem obsojen, imaš dosti večjo potrebo potem, da postaneš odvetnik, zato da prineseš pravico v svet, ne? Da se boriš za tiste, ki so bili po krivem obsojeni, recimo. Ali pa, ne vem, je bil kdo v družini po krivem obsojen, ampak izvira iz neke travme. Tudi recimo ta moj poklic, ne, pač te energijski nivoji izvirajo iz travme, ker nisem bila jaz nikoli razumljena, pač mene nikoli noben ni štekal, ne, jaz sem bila vedno za vse čuda, mislim za vse, ni to glih, pač, to je tako karikaturno povedano, ne, pač mene nobeden ne razume, ne, ampak seveda, da so ljudje, ki me razumejo, samo tudi jaz sama sebe dostikrat ne razumem, čeprav zdaj v zadnjih letih sem prišla do nekih svojih zaključkov, zakaj sem taka, kot sem, ne, ampak pač hočem reči, mislim, zakaj, jaz sem pač ful zakomplicirana v glavi, pač jaz ne morem neki, mislim, pustimo stati. Mislim, že to, vidiš, jaz ne morem povedati lepo, normalno, z repom in glavo, ne. Enkrat sem provala, ker mi je nekdo napisal, mislim, skačem, ko iz ene teme na drugo. V glavnem, enkrat mi je nekdo napisal komentar, da govorim brez repa in glave, in potem sem za naslednji video si prav naredila tako, res seznam točk, kako bom jaz to govorila. In sem potem probala iti po tem seznamu in pač jaz, pač pol ni flow, ne tečejo misli lepo, bolj si kar neki fokusiran. V glavnem, vidiš, kar sploh ne vem sploh, kam sem prišla. Lej, danes imam pa sploh take možgane, da sploh ne vem kaj, ne sledim niti sama sebi. V glavnem. Moj bog. Torej, poklic, travma, odvetnik, gledanje v oči. Ok, tam smo ostali. Jaz nekako sem začutila pri Matozu glih to, da je on mogoče, ne vem, mogoče ima neke mlajše brate ali pa starejše in da njegova mama je bila vedno ful taka, da je vedno njega, ne, in pol potem, nekako jaz, ali pa oče, ne, lahko da bi tudi oče, čeprav jaz čutim bolj žensko energijo pri njemu. In na nek način si mislim, da je on mogel doživeti tudi neko mogoče večjo travmo v otroštvu in ta travma je potem ena bolečina, ki jo nosiš s sabo, ne, in ta bolečina se pokaže na energijskem nivoju kot neki hudiči, demoni, temne sile, zažgan svet, ne vem, pač karkoli, zmaj, nek, ki pride in te raztrga, karkoli, ne. Sem se udarila. Oh moj God, če bom jaz danes uspela kaj normalnega povedati, no, ker me zdaj se mi kar, kot da pride tako en val morja in spere misli. In zdaj, kje sem jaz ostala, ne vem. No, kakorkoli, jaz si mislim, da ima Franci, mogoče celo tako, ne. Malček sem razmišljala, sicer pol, ko sem šla raziskovat, se mi to glih ne ujema, ampak mene Franci Matos torej spominja na tisto lutko iz filma Žaga. Jaz sem to povedala mojemu fantu, ne, in on je to gledal in rekel, ma, jaz ne vidim podobnosti, meni pa nista ista, ne. Se pravi, to je bolj v bistvu moja neka dobesedno subjektivna zaznava in sem razmišljala, ok, morda, glede na to, da je bil ta film izdan leta 2004, se mi zdi, da je bil takrat. Morda v tistem obdobju je Franci Matos doživel eno res tako težko preizkušnjo, ali recimo, da je bil, morda je kako povezano tudi z Janezom Janšo in to, ko je bil njegov odvetnik in ko je pol šel Janez v zapor in recimo takrat naj bi bil, mislim, ne vem, zdaj malo na pamet govorim, ok, čeprav to je bilo 2014, ne, mislim, da je bila ta Patria. In zdaj ne vem, ali je bil on takrat po krivem obsojen ali ne, ampak dajmo reči, da je bil po krivem obsojen in da je po krivem on šel v zapor. Logično, če je bil Franci Matos njegov odvetnik, veš, da je to zelo tako boleče, če ti ne uspe dokazati, da nisi kriv. Je zelo velik poraz, če potem gre tvoja stranka v zapor. Sem zdaj ne vem, ne, pač tukaj zdaj res govorim na pamet, ker nimam pojma, kaj se je takrat dogajalo. Jaz sem samo na energijskem nivoju. Na energijskem nivoju pač je Janez Janša, ne, takrat podrl, je bil ujet jelen v grmovju
In on je hotel osvoboditi tega jelena in je pol grmovje prerezal, a to grmovje se je na koncu izkazalo, da je to bil nek sveti grm od nekega plemena tam. Ne. Se pravi, na nek način Janez Janša je bil kriv, ker je uničil grm, ampak hkrati ni bil kriv, ker ni vedel, da je ta grm pač neko sveta zadeva in je pač tistega jelena rešil. Ne. Se pravi, on je hotel dobro, sam pač ni mogoče. Ne. Se pravi, a je za iti v zapor to ali ne, ja, odvisno, ne, kako odloči sodišče. Zdaj, jaz si mislim, da to je moja, jaz nisem se pozanimala tako res poglobljeno, zdaj, kaj točno se je takrat dogajalo, ampak moja interpretacija bi bila, da je takrat bil to za Matoza morda nek poraz, in logično tudi za Janeza Janšo. In je bila takrat zelo težka energija prisotna, tako na sodišču, kot tudi potem, verjetno v medijih. Takrat se je tako o tem ful verjetno govorilo. Ne vem, takrat jaz sploh nisem spremljala. To sem bila stara koliko? 20 let, malo čez 20. Koga je takrat brigala politika, mene že ne. V glavnem, in morda je bilo ful tega negativnega vpliva od ljudi, od medijev, novinarji in vse to, in pol to v bistvu ustvari ful ene težke lahko travme. Na primer, jaz sem oktobra lani prvič objavila en tak video, ki je bil res hardcore v smislu, da je vznemiril ful ljudi, pač povedala sem samo to, da jaz jem meso in malček sem bila, ok, provokativna in to, ampak ko so mi ljudje pisali komentarje spodaj, pač razne, da sem morilka, pa da jaz kot nekdo, ki čutim, kako lahko jem meso, pa ne vem. Ampak ok, bili so zares nesramneži pod komentarji, prav brutalno, ogabno nesramni ljudje. In to recimo je toliko takrat vplivalo na mojo psiho, da me je totalno na nek način sesulo. Zdaj, jaz sem takrat to vzela si na znanje, sem predelala vse to, in zdaj v bistvu mi je vseeno, kaj mi pišejo pod komentarji, pač se me ne dotakne, ne. Zdaj pa, predstavljaj si to dosti večje, ne, ti si zdaj na očeh celotne Slovenije, morda še iz tujine, zagovarjaš nekega politika na sodišču, ker je on naredil ne vem kaj, ukradel orožje ali ne vem kaj je imel s to patrijo, nimam pojma. In potem ga probaš rešiti in vsi kažejo nate, Franci Matos je to, Franci Matos bo reševal princa tame, on je isto princ tame. Mislim, pač to zelo negativno vpliva na tvojo psiho, ne glede na to, kako si močen, sploh ko je tak velik pressing. In takrat si mislim, da pač je to ustvarilo neke negativne energije v njima samima in uničilo neke energijske svetove oziroma neke energijske. In zaradi tega imajo pač tak temen svet. Ampak jaz si mislim, da je še težje in zato so me dali pač zdaj na to preizkušnjo, da vidijo, kako pa kaj se bom jaz znašla. Mislim, jaz zdaj, ko pomislim za nazaj, kaj sem vse govorila, sploh se ne spomnim. Mislim, kot da zgubljam, mislim, ne vem, kaj danes, kaj še so to danes neke energije. Mi glih ne delujejo možgani tako kot, pač petek je, ne, petek. Petek, bil je težek teden, naporen, mislim, ja, je bil, ja, kar. V glavnem, jaz sem pol razmišljala, gremo naprej, no, bomo počasi zaključili, ampak jaz sem razmišljala, koga bi si izbrala kot naslednjega, ne. Po eni strani me ful matra v firbec, da bi spet šla k Franciju Matozu, ampak bi mu rekla, zdaj pa tako, ne mi s temi igricami, preizkušnjami in ne vem kaj, gremo zdaj za res. Pač jaz sem pripravljena, gremo za res, gremo tja, bom že zmogla, ne, bom že zrihtala to, kar imamo za zrihtati. Ampak malček mi je bilo tako, ne, ok, Franci Matos je bil že, zdaj pa kaj, a še enkrat Franci Matos, ne. Nisem bila glih sigurna, a po drugi strani me pa je zanimal tale Borut Rončević. Ta minister za šolstvo. Zdaj, on je meni edini, oh my god, zvedla sem za tega nekega Srečkota Kacina, ali kaj je tisti
da je neki postal, sicer ne vem, kaj ta njegova funkcija zdaj pomeni, ampak ko sem to videla, mi ni bilo všeč. Človek mi pa res ni všeč. Se ga spomnim iz COVID časov. Uživajte, dokler lahko. Come on. Ampak recimo ta Borut Rončević, nimam negativnega občutka o njemu, ampak samo njegov videz mi je ne vem, ekstravaganten je zelo. Pač jaz nimam, pač ne poznam tega človeka, ne morem ga obsojati, ampak tako in tudi ne čutim ga kot nekega strašnega človeka ali pa neki, da je on neki ful narobe. Samo videz mi je tak, da nekako, pa ne vem zakaj, pa ni to zato, ker nima las ali pa ne vem, nekako mi je tak res poseben lik. Skoraj kot ena karikatura iz neke risanke, tako bi rekla. Pa sej tudi recimo Janez Janša, ne vem, nekateri ga vidijo tako kot, pa sej vsak, ne, sej tudi Zoran Stevanovič ima tak poseben, ne vem, no, ampak pri tem Borutu me neki žuli, no, tako bom rekla, evo, pri Borutu me neki žuli. In me je zanimalo, pač jaz bi to zdaj rada raziskala, ne, da vidim, kaj je v bistvu pri njemu takega. Mislim, nisem edina, ki nekako mi ne paše njegov videz. Opazila sem celo eno objavo neke ženske, ki je sicer ful dosadna, pač res je zoprna ženska, prav se mi zdi, da je taka tupava, mislim, tako v smislu brez možganskih celic, tako v tem kontekstu. In ona je ful na strani Goloba, ne. Golob je svetnik. In ni ga večjega svetnika kot Golob, ne. In pol ona kritizira vse, kar je povezano z Janšo ali pa desnimi vladami, vse mora ona pokritizirati in to na tak zelo primitiven način. Pač jaz jo ne spremljam, ampak mi jo kaže na zidu in rada preberem, kaj ima za povedati, ker pač mi je zanimivo opazovati, kako imajo nekateri ljudje tako prazno glavo. In se še tako, ampak glej, ne. Zdaj sem se spomnila toliko ljudi, ki mi je reklo, da sem jaz na polje in da naj se obesim štrik, pa da sem za zaprti oddelek in take, tako da ne. Tudi jaz sem za nekatere praznoglava ženska, tako da nič ne obsojam. Ampak samo hočem reči, pač, ona je za tega rekla, tako je napisala, kaj je to za en vesoljc, ne vem, nekaj v tem kontekstu, ne. In zdaj, pač vse to, kako je napisala, je bilo tako humorno, igrivo, ni bilo za nič tako konkretno nesramno, sem pa šla brati komentarje in dejansko so ljudje se postavili na njegovo stran, kar mi je bilo ful zanimivo, ker ona ima večinoma levičarje v svojih komentarjih oziroma med svojimi sledilci. In nekdo je napisal, da kako je lahko tako primitivna s takimi ampak to je ženska stara, ne vem, ona je že v penziji, po moje, tako po sliki, kar sem uspela razbrati. Pač je starejša ženska in da kako je lahko tako primitivna, da kaj pa, če je on imel recimo kakšno bolezen, naprimer kemoterapijo in je izgubil lase in ne vem, obrvi in mogoče ima zaradi tega take, on ima res take ekstra obrvi, prav take, ne vem, kako bi rekla, take, mogoče izgleda celo malo fake, kot da si jih, ne vem, nariše ali nekaj, ne vem. In to se mi je zdel zelo primeren komentar, ker dejansko, ne, pač dosti ljudi komentira videz ljudi in to, in sej imamo vsi različna mnenja, sej pač vidiš nekoga, ki ima, ne vem, debel nos, pa rečeš, kakšen ima ta nos, kakšen čuden človek, glej, kakšen krompir ima na faci, ne. Pač sej imamo vsi taka mnenja, ne, ampak javno izražati to je malček tako, ne, zato ker so stvari, ki jih ti ne moreš spremeniti. Zdaj, da mi meni nekdo začne govoriti, da ne vem, imam, kaj sem, tanke ustnice, pač zakaj bi se nekdo delal norca iz tega, ne. Okej, lahko si grem napumpati, ampak pač to je neka moja lastnost in to je nekaj, kar sem jaz, kar definira mene. Ne moreš se potem žaljivo obnašati do tega, ne. In recimo tudi zdaj za tega Boruta konkretno.
Pač ja, on tudi meni zgleda tako, kot da je vesolc. Ne, ampak ne morem ga zdaj zaradi tega obsojati, pa zaradi tega reči, da on je slaba oseba, zato ker on meni ni všeč, kako izgleda. Ker v bistvu nikoli ne veš, kaj je v ozadju. Ne. Lahko da je, dosti krat imajo ljudje kakšne, ne vem, nesreče in imajo pol, ne vem, zvit nos ali neki in se potem tako folk dela norca iz njih. To res ni lepo, ne. Ampak dobro, to smo mi Slovenci, pač tle pri nas je svega in svašta med folkom. Pač kam jaz danes hodim v neke rove, vse mogočne, ok, gremo nazaj na rdečo nit. Torej, hotela sem njega si izbrati, ne, ali pa Francija Matoza. In pol sem jaz vprašala mojega fanta. In sem mu rekla, lej, jaz sem zdaj naredila za Matoza vpogled, ampak to je bila preizkušnja in rada bi šla še enkrat k njemu, da gremo pravuno, za res, ne, za prav, notri, od središča dogajanja, brez teh nekih preizkušenj. In bi pol naredila, pač v soboto bi objavila še enkrat video za Francija Matoza, ali bi rajši Boruta, ne. Zdaj, moj fant teh podcastov mojih pač žal ne gleda, ne. Ker ga politika mu je, ne. In sem ful žalostna, ker nobeden od mojih prijateljev ne gleda mojih podcastov. Celo zadnjič je bil pri meni en moj prijatelj in je šel glih na telefon in sem mu jaz prišla pač na Facebooku, je prišel moj video in je rekel, oh my god, glej tebe. In je pol dal tam, je zbral not interested, torej, da me več ne kaže. Kako je nesramen? Sram ga bodi, saj sem mu to povedala, ne. Ne, se hecam. Mislim, ne, resnično je bilo točno tako, kot sem rekla, ampak logično ne bom jaz zamerila prijateljem, če jim te vsebine niso všeč, ker čisto jih razumem. Pač politika je politika, ne. Mi je pa žal, ne, da vsaj moj fant tega ne gleda, da bi lahko pol z njim komentirala in se pogovarjala o tem. Ampak dobro, lej, mogoče bo kdaj kakšen prijatelj ali pa prijateljica se lotila gledati in bomo potem lahko klepetale o teh stvareh. Vsaj vi, sledilci, včasih kaj tako mi napišete, to mi je zanimivo. V glavnem, Dio mio, jaz vprašam fanta, če bi ti gledal ta podcast, kaj bi ti bilo bolj zanimivo, da naslednji teden gremo v svet od Francija Matoza zares, ali bi ti bilo bolj zanimivo nekoga drugega? In je on rekel, ma rajše nekoga drugega, ne, da je vsakič nekaj novega. In potem sem jaz na podlagi tega se odločila, ok, bom pa naredila tega Boruta Rončevića. In jutri bo vpogled bom objavila zgodbo o njem, ampak fora je, da ta vpogled se ni izšel tako, kot sem jaz mislila. To je bilo čisto nekaj drugega. In v bistvu naslov tega podcasta bo, mislim, da sem dala naslov Vladni sestanek. In mene gor in te tri, se pravi Francija, Boruta in Janeza Janšo. Ko sem delala thumbnail, to je pač ta slikica, ne, ki je na YouTubu, pač na posnetku gor, meni je to tako zabavno, ko iščem te politike na Googlu, njihove slike in jih obrazujem in tako sestavljam, kao jaz sem imela sestanek z Janezom Janšo, Borutom Rončevićem in Francijem Matozem, ne. In pol tisti ljudje, ki ne vejo, zakaj se gre, so kdo je ta zdaj tle, kaj je ta ženska, ne, ker je ona zdaj to za ena političarka. Tako mi je ful zabavno. Mislim, dejansko moraš imeti kar pogum, da objaviš svojo sliko, na kateri si ti z Janezom Janšo ali pa z kakšnim drugim politikom in da v bistvu potem še napišeš neki varianta, ja, Franci Matoz me je peljal v hišo groze. Ker je vedno tisti občutek, kaj pa, če bodo oni to enkrat videli, ne. Zdaj pač jaz upam, da bodo razumeli, ne. Sploh Janez Janša, od njega to pričakujem. Sicer pa, če ne bo razumel, ne bom nič razočaral, ne, ker ne, mislim, lej. O moj bog, a lahko te prosim, jaz bom zdaj končala snemati tale blebet, ker danes pa res blebetam, to pa je res blebet. Veš, zakaj sem dala, veš, zakaj sem dala naslov temu blebetu, oziroma seriji teh vpogledov naslov blebet? Zato, ker mi na Facebooku ful ljudi reče, da blebetam, pač da blebetam, ne, in to mi je bilo ful super, ne, pač če blebetam, pa dajmo reči temu blebet, pa bom lahko jaz blebetala.
po mili volji, brez da me ljudje obsojajo. Oziroma tudi, če me pač je uno. Ja, sej to je blebet, ne, zato blebetam. Ok, dobro, dovolj, danes sem čudna, danes bomo zaključili. Se vidimo jutri ob 10. Jutrišnja epizoda bo zelo, zelo kratka, se mi zdi, mogoče pa tudi ne, ker mi danes možgani tako ful plešejo, pa boh ti vedi, kam bodo vse šli. Ok, čau.